Spoštovani gostje, dragi čebelarji, lepo pozdravljeni na slavnosti seji ob 110. letnici Čebelarskega društva Borovnica. Za uvod smo slišali čebelarsko himno na violini in kitari v izvedbi Alenke Šaban in Žana Bezga. Sedaj pa prosim gospoda predsednika Antona Palčiča za pozdrav gostom. Spoštovane čebelarke, čebelari našega Frajna in jaz vas prav lepo pozdravljam na 110 letnici. To ni sicer slavnostna seja, kot smo jo imenovali v vabilih, ampak v bolj druženje. Prav lepo pozdravljam tudi goste, ki so se odzvali v vabilu, in to je gospod Alauf Markov, predstavnik Čebelarske zveze. Pozdrav. Gospod župan Bojan Čebela, borovniški župan. Gospod Horvat Daniel, ravnatelj osnovne šole. Pozdravljam predstavnika Čebelarskega društva Polhogradec. Predstavnike Čebelarskega društva Vrhnika. Čebelarskega društva Begunje na Notranjskem in profesorja Andreja Šaleharja in gospoda Antona Koželja, ki zastopa Gorenjsko radio. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa bi nadaljevali s moškim pevskim zborom Štingalc. Prosim, da se mi pridružijo na odru. Prijatelji obrodile so trtenice nam sladko, ki nam oživlja živle, srci razjasni oko, ki utopi vse skrbi v podrtih prsih ubudi, ki utopi vse skrbi v podrtih prsih ubudi. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinov, sloviče matere. Brate, vse, kar nas je sinov, sloviče matere, sloviče matere. Živi naj vsi narod,
me tare, žalost me prešine. Pri čebelah razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine. Dvojno nudi mi korist čebela moja, voska in medu mi daje in še cvetje, da rodi mi sad oploja. Ne misli, da si mojster, če si čebelar, zato imeti treba je poseben in dar. Nobena oblast in nobeno kraljestvo ni tako urejeno, kot čebelje je občestvo. Priden kot čebela, po čebelicah se ravnaj, sladek kot med, cedila sta se med in mleko, len kot trod, na med se lovijo mušice, na sladke besede norice. Kar so pri čebelah piki, to so pri ljudeh jeziki. Čebela le malo govori, a veliko dela. Kot učiteljica nas ne uči toliko z besedo, temveč z zgledom. To je najboljši način poučevanja. Besede sicer mičejo, a zgledi vlečejo. To je samo nekaj rekov, bodic, ki smo si jih naučili od majhnih, pridnih žuželk čebel in jih s pridom uporabljamo v vsakdanjem življenju. Moški pevski zbor Štingalc, Triglav, moj dom. Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih rapan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju kladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, če tudi je svet, začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le naprej sem mislil ljubit če vsak čas. Po tebi sem sanjal svet svetlih dvoran, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsak dan. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Ko so se naši predniki proti koncu 6., začetku 7. stoletja naselili na ozemlju naše države, so prinesli s seboj bogato znanje o praktičnem čebelarjenju. Pisani zapisi govorijo, da so v bavarskih samostanih in na grajskih posestvih radi zaposlovali, najemali slovenske čebelarje, ki so bili vešči dela s čebelami. Ko ljudje
še niso poznali sladkorja in ko so ga, je bil zelo drag. Skoraj ni bilo slovenske kmetije, da ne bi imela poleg vsega življa doma tudi oljnjak s čebeljimi panji in družinami. Med je bil in je sledilo, zdravilo in iz voska so izdelovali sveče in še kaj. Čebele pa so bile tudi orožje. V času napadov Turkov so iz gradu metali koše čebel na napadalce in tako so se vsaj za kratek čas odgnali sovražnike in so bili spet brezskrbni. Dr. Jakob Zupan je zapisal: na Kranjskem se je kisal, muhe redil, na Dunaju pisal, gospodo učil. Ja, to je naš slovenski prvi učitelj čebelarstva. To je naš najbolj znan čebelar, Anton Janša, ki je poučeval na čebelarski šoli na Dunaju. Cesarica Marija Terezija je bila tista gospa, ki je daljnega leta 1770 odprla prvo šolo čebelarjenja na Dunaju in Anton Janša je bil imenovan za prvega učitelja. V Sloveniji je registriranih več 100 čebelarskih društev, med njimi smo tudi mi. V Slovenskem čebelarju aprila 1905 je pod naslovom Čebelarski shodi na prvi strani omenjena Borovnica kot na novo ustanovljena čebelarska podružnica, predtem pa so se naši čebelarji povezovali z Vrhničani v ljubljanski okolici. Pri oljnjaku objavljena pesem Franca Seliškega Finžgarja v Slovenskem čebelarju avgusta 1904. Le vleci ga, kako si močna, še ti pomagaj, sestri ročna, tako pod kapom naj sanjari, doma itak samo lenari. Kdor brani vsakega se dela, pa tudi ne zasluži jela. Čemu bi jedni se potili, a s potom drugi se mastili? Ljudje pa tega ne storijo, ker dela menda se bojijo. Kdo štev potem bi silne vsote, če vrgli bi pod kap vse trote? No in sedaj Slovenec sem, moški pevski zbor Štingelc. Slovenec sem, Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej pogradim, Slovenec sem, Slovenec sem, zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, vzljubi Bože tjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Začutim to povim, Slovenec sem, Slovenec sem. Kar čutim to povim, Slovenec sem, Slovenec sem. Slovenec sem, Slovenec sem, ozibeli do groba, neka ne boja se zvestoba, neka ne boja se zvestoba. Da vsega reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Da vsega reči smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Hvala moškemu pevskemu zboru Štingelc. In danes ob
110. obletnici imamo na slavnostni seji še 4 živeče predsednike. Od leta 1984 do 1994 je bil predsednik Rudolf Cerk. 1994 do 2002 je predsedoval Anton Rahne. 2003 do 2014 je vodil društvo Anton Hren. Od leta 2014 naprej je zakoniti predstavnik društva Anton Palčič. Spoštovane gospode, prosim, da se pripravijo na nagovor. Še prej pa nam bodo učenke 1. razreda Zala Pirnat Turšič, Anastasija Turšič, Eva Turšič in Neža Kovač povedale, kaj delajo čebele delavke. Prosim. Pregovor pravi, priden sem kot čebela, zanimalo nas je zakaj, vsaka čebela ima svojo nalogo, čebele čistilke čistijo celice. Čebelje krmilke skrbijo za ličinke, jih hranijo s cvetnim prahom. Čebelje krmilke skrbijo tudi za matico, jo hranijo z matičnim mlečkom. Čebele gradilke izločajo vosek, sodelujejo pri gradnji celic, pašne čebele letijo na pašo in nabirajo cvetni prah. Cvetni prah odložijo v panj. Čebele stražarke stražijo pred vhodom v panj, pazijo, da vstopajo le domače čebele. Skrbimo za čebele in ohranjamo naravo čisto. Bravo, punce, hvala. Prisotni na seji pa naj si sami odgovorijo, kaj dela matica in kaj trotje. Več jih je. Sedaj pa prosim gospoda Toneta Palčiča, sedanjega predsednika, za nekaj besed in sicer šel bo v zgodovino. Ja, glede na to, da sem najmlajši predsednik, sem se zbral najstarejši del oziroma še ne raham se sem glasen. Takole bi začel, v bistvu leta 1255 je takratni koroški vojvoda Bernard Spajnheimski ustanovil Kartuzijo Bistra. Podelil je posesti v Tomišlju do Begun pri Cerkvenci skupaj s podložniki, ki so obdelovali samostanske kmetije. Kot je razvidno iz samostanskih urbarjev in jedilnikov, so podložniki z znanim imenom oziroma priimkom oskrbovali samostan z velikimi količinami medu in voska. Med je bil potreben za pripravo peciva za postne dni, vosek pa izključno za izdelavo svet za bogoslužje. Zato zgodnje obdobje ne moremo vedeti, ali so čebeli pridelki izhajali od prostoživečih čebel ali pa so jih že načrtno gojili. Dejstvo pa je, da imamo iz tega obdobja prve pisane vire, da so se s čebelam ukvarjali. No, dalje. Marija Terezija, vladarica Habsburških dednih dežel od 1740 do 1780, je leta 1742 pričela uvajati obsežne reforme v takratni družbi. Leta 1751 je na osnovi terezijanskega katastra odpravila desetino in ločila kmečko in gospodsko zemljo. Reforme je nadaljeval cesar Jožef II, vladal je od 1780 do 90. Tako je leta 1781 odpravil podložništvo. Kmečki tlačan je s tem postal osebno svoboden. Na novo je cesar uredil zemljiški davek in razpustil več kot 700 samostanov. Z odlokom o razpustitvi 29. januarja leta 1782 je razpustil tudi Kartuzijo Bistra. Redovniki so prejeli odpravnino in pokojnino, posestva so se deloma zaplenila, deloma prodala, deloma pa predala cerkvi. Za nas je pomemben zapisnik o razpustitvi Kartuzije Bistre z leta 1782, ki navaja, da je bilo zaplenjenih 22 panjev s čebelami in čebelarska oprema. Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da so v zadnjem obdobju samostana
čebele že načrtno gojili za svoje potrebe. Z jožefinskimi reformami, to je v bistvu zmanjšana centralizacija vladanja, se je tudi v slovenskih deželah začel posvetni in duhovni narodni preporod, ki ga zaznamujejo izobraženci baron Žiga Zojs, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik, Jernej Kopitar in pa za nas čebelarje pomembna Peter Pavel Glavar in Anton Janša. Kmetijski in čebelarski literaturi iz 19. stoletja oziroma po letu 1815, ko so se končale Napoleonove vojne, naletimo na imena in priimke kmetov, posestnikov in čebelarjev iz Borovnice, ki so plačevali tako imenovano udnino, oziroma danes rečemo članarino, raznim društvom in združenjem oziroma plačevali naročnino za to literaturo. To je potrebno izpostaviti župnika Antona Jugovica, rojenega leta 1806. Borovnice je prišel leta 1862 in to župnikoval do svoje smrti na 30. januarja 882 leta. Bil je odbornik Slovenskega čebelarskega društva, to je bilo društvo za Krajinsko, Štajersko, Koroško in Primorsko. Bil je napreden čebelar, ki je v Borovnici učil o čebelarstvu in uvajal premakljivo satje. Želja po čebelarskem znanju in napredku je pripeljala do tega, da je skupina čebelarjev 5. aprila 1905 ustanovila Čebelarsko društvo Borovnica. Hvala gospodu Palčiču. Od leta 1984 do 1994 je bil predsednik Rudolf Cerk. Prosim za vašo besedo. Ja, moje obdobje predsedovanja, kot ste že slišali, od 84 do 94 leta prejšnjega tisočletja, je bilo v bistvu zelo plodno, pa ne zaradi mene, zaradi časov, takrat, ko so bili. Članstvo je raslo do največjega števila 76 članov, s preko 900 pani. Zakaj to? Zato, ker je bilo nekaj zelo medovitih letin. Takrat je hoja medila, tako da je teklo. Pač nekateri čebelarji delajo samo na med. V tem času smo združevali sredstva za čebelarski prapor. Do tedaj smo imeli namreč skupnega s društvom Navrhniki, kateri še vedno obstoja. S pridobitvijo sponzorja gospoda Mižigoja, direktorja Medeksa, pa smo prapor razvili že leta 1987. To je ta prapor. Drugi. Za 90 letenco društva pa smo naredili prvo veliko razstavo o čebelarstvu v Borovniški kotlini. Po ustanovitvi šolskega krožka, ki ga je vodil gospod Novačan, tedajni upokojeni ravnatelj te šole, je bil zelo uspešen ta krožek s zavedljivim številom učencev. Tako verjetno, da bomo imeli več. Je pa res, da jih malo ostane kot čebelarji. In smo začeli zbirati sredstva za šolski čebelnjak. Po postavitvi sposojenega malega čebelnjaka smo za koncu mojega mandata dobili že načrt za nov čebelnjak in lokacijo. V tem času je bila pobuda veterinarja, da bi pričeli z veterinarskim pomočnikom, čebelarijski preglednik, ki ne bi bil kot pomočnik veterinarja, ker veterinari takrat so se glavno še bali čebel in niso šli v pajn gledati, zato je bilo takrat, smo čebelarji šli na izobraževanje in dobili kvalifikacijo čebelarskega pomočnika veterinarja.
prvič samo 2, potem so se pa nam pridružili še 4, tako da je bilo na 6 v tem obdobju kvalificiranih za pregled po zdravju čebel. Ja, to je bilo v glavnem vse v tem obdobju na kratko. Hvala, gospod Cerk. Na klavir pa nam bo sedaj zaigral Lovro Rot. Prosim, Lovro, pridi. Še 2 predsednika imamo, in sicer gospod Rahne je naslednji. On je vodil društvo od leta 1994 do leta 2002. Nekaj besed v njegovem imenu bo povedal gospod Rudolf Cerk. Tako sta se dogovorila. Prosim, v lep čebelarski pozdrav. Star sem 88 let, 50 let, sem čebelar, slab naglušen in kar je kaj dolga pa povedal Cerk Rudi. Ja, v tem obdobju, ko je bil predsednik gospod Rahne, sem bil jaz podpredsednik, sem mu pomagal in skupaj sva tudi po Sloveniji hodila pa nabavljala čebele. Pa vam povedal, zakaj. Takoj, ko je bil gospod Rahne izvoljen za predsednika, se je dokončal šolski čebelnjak. Krožek je še vedno zelo bil aktiven, bilo je, mislim, da je bilo 16 učencev, kar je to kar zavidljiva številka in bilo je res veselje to videti. Samo ni vse v veselju, pri čebelarjih rata čas tudi na žalost. Pojavila se je huda gniloba, zdesetkala je čebele v borovnic. In posamezni čebelarji so že začeli opuščati čebelarstvo. Midva so šla pa v zbiranje sredstev, dala so prošnjo na krajevno skupnost, obrazložila, šla tudi na seje in krajevna skupnost je zelo pozitivno odigrala potem svojo vlogo in nam dala sredstva v višini 50% za nabavo novih čebel. Tako je čebelarstvo spet zaživel s starim številom članov, s starim številom tudi panjev. Tako da je spet bilo, seveda, bila se pa tudi sušna leta takrat. No, za 95-letnico se je naredila spet razstava, še večja, ker je bil del časa smo zbirali razne stare rekvizite čebelarske in bila je res velika razstava. Pri tem je pa seveda zelo pozitivno sodelovala tudi osnovna šola, s katero že imamo v bistvu vsa leta zelo pozitivne odnose. To je pa, ne? Hvala gospodu Rahnetu in gospodu Cerku. In sedaj še predsednik Anton Hren, ki je bil predsednik društva od 2003 do 2014.
Dober dan, vsem lep pozdrav. V 12 letih smo člani Čebelarskega društva Borovnica uspešno izpeljali več pomembnih nalog. Cilj: poskrbeti za vzgojo in izobraževanje čebelarskega pomladka. Smo dosegli, temeljito smo obnovili šolski čebelnjak, nabavili zaščitne obleke, čebelarsko orodje ter ponovno organizirali čebelarski krožek pod vodstvom mentorja Bogdana Jereba. V tem obdobju so naši krožkarji s svojim znanjem uspešno sodelovali na državnih tekmovanjih in večkrat dosegali visoka priznanja. Leta 2003 je v Ljubljani potekal svetovni čebelarski kongres Apimondija. Člani našega društva smo si ga v tem dogodku ogledali, čebelarsko razstavo v Cankarjevem domu, ki je pripravila Čebelarska zveza Slovenije. Za skupino tujih gostov Apimondija smo organizirali ogled gradu Bistra, v Borovnici pa smo jim pripravili sprejem z ogledom znamenitosti in kulturnim programom. V letu 2004 smo na zahtevo kmetijskega ministrstva pripravili in uredili register vseh čebelnjakov in jih tudi oštevilčili. Decembra smo se borovniški čebelarji že pripravljali na organizacijo praznovanja stoletnice našega društva. Potrebna finančna sredstva, problem je vseh društev, smo rešili z akcijo. Imeli bomo koledar s svojim logotipom. Dogovorjeno, storjeno. Pred novim letom smo obiskali naše občane, jim podelili jubilejne koledarje in s prostovoljnimi prispevki sprejeli potrebna sredstva za praznovanje v aprilu 2005. Z našimi čebelarji sodelovanjem kulturnega društva Ajde Borovnica smo uspešno realizirali slavnostno sejo, dvodnevno razstavo in pogostitev številnih gostov. Po praznovanju 105-letnice našega društva smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije potujočo razstavo ob obletnici izhajanja revije Slovenski čebelar 110 let, naš rojak profesor dr. Adneri Šalekar pa nam je orisal življenje in delo naših pomembnih čebelarjev, posebno župnika Antona Jugovica, delujočega v Borovnici od 1862 do 1882, in Josipa Verbiča 1869 do 1948, rojenega v Borovnici, kasneje pa je deloval kot profesor v Ljubljani. Prisotni smo bili in tudi na vsakoletni borovniški prireditvi Dan Borovnic s predstavitvijo čebelarskih opravil, točenja medu in pokušina medu. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije smo za naše šolarje pri šolskem čebelnjaku pripravili dan odprtih vrat. Vsako leto pa smo z našim medom prispevali k realizaciji medenega zajtrka v vrtcu. V 12 letih vodenja društva smo se predavatelji Čebelarske zveze Slovenije za člane naših sosednjih čebelarskih društev v Borovnici pripravili vrsto strokovnih predavanj, ki so bila dobro obiskana. Z namenom izobraževanja članov smo se vsako leto udeležili čebelarskega sejma v Celju in čebelarskih praznikov v maju. Izobraževalni pomen so imele tudi naše strokovne ekskurzije. 2003 Čebelarski muzej v Radovljici z ogledom gorenjskih znamenitosti. 2007 Čebelarstvo Loške dolini na ogled gradu Snežnik. 2009 Čebelarski center Brdo z novo knjižnico in učno potjo
s strokovnim vodenjem tajnika Čebelarske zveze Slovenije, gospodom Tomcem. Leta 2012 pa smo obiskali Čebelarski muzej priznanega čebelarja Antona Koželja v Šmarju Sab, si ogledali čebelnjake, z njegovim strokovnim vodenjem obiskali obnovljeno cerkev, kulturni spomenik v Lanšpežu, kjer je deloval pomembni čebelar Peter Pavel Glavar. V Čebelarskem društvu Borovnica se število novih članov povečuje, s tem pa tudi število družin. Ponosni so, da smo za naš gozdni in hojev med na ocenjevanju slovenskega medu prijeli že več zlatih odličij. Vem, da smo čebelari naše delo opravljali dobro, v slogi skupnega sodelovanja članov društva, občine Borovnica in ostalih društev. Hvala. Hvala, gospod Kren. No in sedaj nam bo na klavir zaigrala Taja Stojanović. Prosim. Zaključimo s čebelarskimi resnicami in budicami iz leta 1948, ki so bila objavljena v Slovenskem čebelarju letnik 5, številka 3-4. Piki. Kar so pri čebelah piki, to so pri ljudeh jeziki. Hoja. Blaženi časi, ko hoja medi, da čebelarjem srce se topi, takrat ciganski je direndaj, večne selitve iz kraja v drug kraj. Upanja. Čas, ko ajda zadiši, čebelarjem up zbudi. Kadar pa je ajde konec, je največkrat prazen lonec. Dobre letine. Ob dobrih smo letinah radi vsi muhari, glasni bahači. Zato pa smo bili in bomo kljub letinam dobrim berači. Nasvet. Kdor negovati čebelic ne zna, s čmrli najrajši se bavi, peča, ti se sami preživijo poleti, zanje za zimo ni treba skrbeti. Izumiteljem. Nesrečna lastnost čebelarje mori, da vsak bi bil rad izumitelj. Kdor trmasto takim mamilom sledi, največkrat je le polomitelj. Nastave. Na med se lovijo mušice, na sladke besede norice. S kopuhom. Čebela taka je kot njiva. Če hočeš, da kaj dati, ji moraš tudi dati in ne samo jemati. Sladkosnednežem. Ne mogle imeti medu bi čebele, če žela strupenga ne bi imele. Šušmarjem. Domišljuje marsikdo si, da je umen čebelar, a nazadnje se izkaže, da neveden je šušmar. Slabiči. Premajhni paniči, številni rojiči, nezmožni slabiči, spomladi mrliči. In še novincem, v letih medenih vse polno se čebelarjev pojavi, toda le eno brezplodno vse špekulante ozdravi. No in sedaj prosim Slavčke Skužence za glasbo.
kozarčkom. In kaj sedaj? Ja, seveda, čebeljcem je sporočila, da čebelarsko društvo prejme 2 priznanji. In sicer eno iz Čebelarske zveze Slovenije in drugo iz občine Borovnica. Sedaj vabim gospoda podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda Marka Alaufa, da se mi pridruži. Drage čebelarke, dragi čebelari, gospod župan, gospod ravnatelj, seveda moj cenjeni prijatelj, profesor Šalehar, seveda in tudi vsi ostali vabljeni. Veselje mi je, da lahko ta trenutek in ta prostor izkoristim za pozdrav v imenu vodstva Čebelarske zveze Slovenije. Res, da Čebelarska zveza Slovenije ni sama sebi namen, ni to neki organ, ampak to je zveza društev takih, kot je vaše. Društev s tako bogato zgodovino, kot je ima vaša. Tistih 6 mož leta 1905, ko se je zbralo in ustanovilo to društvo, najbrž se nikakor ni predstavljalo, da bo danes čebelarstvo imelo tak pomen. Da bodo danes 4 možje tukaj pred nami povedali ogromno o svojem delu, o delu čebelarjev, o delu slovenskih čebelarjev, o delu slovenskega društva. Slovenski čebelari smo lahko ponosni na našo zgodovino in na naše delo. Konec koncev, naslednji teden, naslednje dni, v naslednjem tednu se bomo podali v Bruselj, v središče Evrope, na povabilo poslancev, evropskih poslancev, kjer bomo edini na svetu lahko predstavili slovensko čebelarstvo. In ko bom v tistem parlamentu bi z veseljem zapel tisto, kar je vaš moški pevski zbor zapel, da s ponosom rečem lahko, da sem Slovenec in da sem slovenski čebelar. In verjetno nam to cela Evropa tudi priznava. Poglejte, dali smo pobudo za Dan čebele, svetovni dan čebele v organizacijo Združenih narodov. Slovenija do zdaj ni dala še nobene pobude v teh 25 letih. To je prva pobuda poslana strani vlade slovenske na OZN. In prepričan sem, da bo 20. maj dan čebele, na dan našega velikega čebelarja Antona Janše, katerega ravno sedaj raziskuje, oziroma njegovo delo, njegovo življenje raziskuje naš profesor Šalehar. Veseli me, da je med nami čebelari tudi predstavnik lokalne skupnosti, da je predstavnik šole. To pomeni, da čebelari znamo najti prostor v svojem okolju in da smo tudi cenjeni, drugače ne bi bili med nami. Vaše društvo seveda slavi predvsem tudi po tem, da zna vzpostaviti stik z mladino. To sem nekako že videl pred parimi leti, ko sem bil povabljen na dan odprtih vrat in na medeni zajtrk. No, ta medeni zajtrk, ki je nekako zrastel med nami čebelarji, pa kaj je prerasel? V tradicionalni slovenski zajtrk. Kaj je danes? Danes je pobuda evropski. Evropski zajtrk v Evropi. Ministri, poslanci, ne vem, kateri politiki vse si prizadevajo, da bi to našo idejo ponesli v Evropo. Torej, lahko smo ponosni, da smo čebelari. Tudi vaše društvo je lahko ponosno in zato je Čebelarska zveza sklenila, da vam podeli plaketo v znak priznanja.
In v imenu Čebelarske zveze Slovenije se čebelarjem vašega društva zahvaljujem za delo in jim ob tej obletnici iskreno čestitam. Gospod predsednik, čestitam. Ja, hvala lepa. Sedaj pa vabim na oder gospoda župana Bojana Čebela. Od mladih sem zvedel, da ima vsaka čebela svoje delo v neprenesenem, ampak kar direktnem smislu. Bom to pač opravil. Lep dober dan v Borovnici gostom, spoštovanje čebelarjem, spoštovanje stroki, ker smo o čebelah že toliko slišali, si ne bi usodil, da bi kaj novega povedal, ampak kljub temu mene je presunilo, ko sem slišal besede slovitega matematika, fizika, Nemca Einsteina, ko je rekel, potem, ko bojo čebele na planetu Zemlja doživele pogrom, bo človek preživel samo še 4 leta. Ta abstraktna misel je sicer veljala v prejšnjem stoletju, vendar zdaj se tega čedalje bolj zavedamo. Razvoj nekih fitofarmacij, ki pač intenzivno kmetijstvo spodbujajo, ogroža čebelje vrste in to zavedanje in to krhkost pač občutimo, čebelari še posebej, na koncu koncev pa vsi ljudje, ki smo od te dobrine odvisni. Ko se pogovarjamo o odprtosti lokalne skupnosti do čebeljih pridelkov, moramo nekako ugotoviti, da se kot lokalna skupnost prizadevamo skupaj s sadjarji, da dajemo čim boljše okolje, čim boljše možnosti čebelarjem, da bomo z zasaditvijo javnih površin omogočili, da bo ta dolina postala nek presežek, da bomo res imeli prijetno okolje in pa varno okolje za te plemenite živalce. Na koncu bi samo še povedal to, da sem izredno ponosen, da živim v tej sredini, da sem v okolju ljudi, ki skrbijo tudi za mojo bodočnost, za moje zdravje. V tem zadovoljstvu bi si dovolil izdati priznanje Čebelarskemu društvu Borovnica za dvig kakovosti življenja v naši dolini. Mislim, da bo tako ostalo in tako bo tudi naprej s prizadevanjem vseh nas. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. In sedaj sledijo podelitev priznanj. Na oder vabim zopet gospoda podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije, gospoda Alofa, in pa predsednika našega društva, gospoda Palčiča. In sicer listino čebelarskega veterana prejme Anton Rahne. Za 9 let predsedovanja in dolga leta je oskrboval okrog 150 panjev čebel in še danes se rad ustavil pri njih.
čebelarskega veterana Čebelarske zveze Slovenije prejme Anton Hren za 11-letno predsedovanje Čebelarskega društva Borovnica. Listino častnega člana Čebelarske zveze Slovenije prejmejo Rudolf Cerk, prejme listino častnega člana Čebelarske zveze Slovenije za 10-letno predsedovanje Čebelarskemu društvu Borovnica v obdobju 1984 do 1994. Irena Nemec prejme listino častnega člana Čebelarske zveze Slovenije za 15-letno vodenje blagajniških poslov društva. Bogdan Jereb prejme listino častnega člana Čebelarske zveze Slovenije za 15-letno uspešno opravljanje opravil tajnika društva Praporščaka in za 15 let vodenje Čebelarskega krožkega upravne šole. Zlato značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za več kot 50 let članstva prejmeta Anton Rahne. Član Čebelarskega društva Borovnica je od leta 1964, zato prejme zlato značko zvestobe Čebelarske zveze. Ivana Liben prejme zlato značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za več kot 50 let članstva. Čebelarska tradicija družine Liben je starejša od samega Čebelarskega društva Borovnica. O tem priča fotografija njihovega polnega čebelnjaka iz leta 1905. Gospe Libnove ni med nami, je v domu starejših na Vrhniki in ji bo značka prinešena tja. Bronasto, ne, se opravičujem, čisto sta me zmešala tele dva možakarja. Srebrno značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za 40 in več let članstva dobijo Rudolf Cerk, član Čebelarskega društva Borovnica, je od leta 1976, zato prejme srebrno značko zvestobe za 40 let članstva. Franc Kavčnik je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1970, zato prejme za 46 let članstva srebrno značko zvestobe. Anton Kenig je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1975, zato prejme srebrno značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za 41 let članstva. Pavla Petrič je članica Čebelarskega društva Borovnica od leta 1969, zato za 47 let članstva prejme srebrno značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije. Anica Turšič je članica Čebelarskega društva Borovnica od leta 1975 in za 41 let članstva prejme srebrno značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije.
Bronasto značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za 30 in več let članstva prejmejo Rudi Ferkol je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1980 in za 36 let članstva prejme bronasto značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije. Od leta 1981 in za 35 let članstva prejme bronasto značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije. Anton Lenarčič je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1984, zato za 32 let članstva prejme bronasto značko zvestobe. Članica Čebelarskega društva Borovnica od leta 1986, zato za 30 let članstva prejme bronasto značko zvestobe Čebelarske zveze Slovenije. Jože Suhadolnik je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1984, zato za 32 let članstva prejme bronasto značko zvestobe Čebelarske zveze. In preidimo na bakrine značke. Bakrino značko za zvestobe Čebelarske zveze Slovenije za 20 let članstva prejmejo Bogdan Jereb, član Čebelarskega društva Borovnica, je od leta 1989, zato za 27 let članstva prejme bakrino značko zvestobe. Irina Nemec je članica Čebelarskega društva Borovnica od leta 1995, zato za 21 let članstva prejme bakrino značko zvestobe. Janez Ofentavšek je član Čebelarskega društva Borovnica od leta 1988, zato za 28 let članstva prejme bakrino značko zvestobe. In preidimo na značko Cink. Za 10 in več let članstva prejmejo Jozo Đurđević, član od leta 1999, 17 let. Je član od leta 1998, 18 let. Slavko Markovič je član od leta 2004, 12 let. Ta pa bo. Igor Petrovčič je član od leta 2005, 11 let. Silko Potočnik je član od leta 2000, 16 let.
je član od leta 2006, 10 let. Damjan Turšič, član od leta 1997, 19 let in se je opravičil tega srečanja. Janez Merec, član od leta 2006, 10 let. In značko Cink prejme tudi Anton Palčič, član od leta 2003, 13 let. Hvala gospodu Alaufu, hvala gospodu Palčiču, čestitamo vsem dobitnikom priznanja. Sedaj pa bo podelil gospod Palčič še dve posebni zahvali. In sicer na oder vabim gospoda Staneta Novačana. On prejme zahvalo, je dolgoletni čebelar bil in dobi zahvalo za ohranjanje čebelarske tradicije in sicer zahvalo Čebelarskega društva Borovnica. Druga zahvala za ohranjanje čebelarske tradicije pa dobi gospod Ljubo Struna, ki pa je tukaj. Pridite. In ob tej priliki se prej bil slišati, on je peti še živeči predsednik, sam ga je zdravje izdal na začetku njegovega predsedovanja in tako je mogel po tako in je bilo treba. Jaz sem tudi pripeljal takrat, ko sem bil član Abimondije, da je prišla grupa članov, ki so bili na kongresu, da sem jih pripeljal kot grupo sem na Borovnico, kjer je borovnička družina pripravila sprejem. Hvala lepa. Hvala za dopolnitev. Sedaj pa še, preden damo še ene zahvale, pa vabim Slavčke Skužence, da nam eno zaigrajo.
Hvala lepa. Gospod predsednik, se mi pridružite? Še ene zahvale imamo, in sicer zahvale za dolgoletno sodelovanje za delo pri čebelarskem društvu prejmejo Anka Palčič, Kulturno društvo Borovnica, Osnovna šola Borovnica, Društvo podeželskih žena Ajda Borovnica, predstavnica, kar nekaj vas je tukaj, no? Katera bo? No, ena bo prevzela, ne? Dajmo dekleta. Veste, tako dobro pečejo in tako dobro znajo marsikaj organizirati za na oder, pa niso preveč pogumne, zgleda. Ampak vejo pa, da so dobile zahvalo. Zaplosem. Milex? Ni. Občina Borovnica, gospod župan? Da bi bil bolj darežljiv, vse je bil že prejšnji darežljiv, ampak bil ta še bolj. Čebelarska zveza Slovenije, gospod Alov. In gospod Aleš Mižigoj, ki pa ni danes prisoten. In še zahvale za sodelovanje na 110. letnici društva dobijo Tjaša Kralj za oblikovanje, moški pevski zbor Štingelc. A ste vi kaj vel? Ti si pa upajo. Čestitam. Hvala za sodelovanje. Imamo stene. To bo za potlej. Ansambl Slavčki s Fužencem. In Alinka ter Žan. Predno pa dam besedo gospodu predsedniku, bi vam rada sporočila, da na obletnici ni cvetlic, ki bi jih natrgali. Zakaj? Prvi nektar berejo čebele na telohu, cvetni prah na leski in ostalih cvetovih. Brez cvetnega prahu ni pravega spomladanskega razvoja čebel. Naj imajo čebelice hrano. Zato je današnja razstava in okrasitev iz rož, iz papirja in blaga, ki jo uredila in pripravila gospa Slavica Marta Ošaban. Slavica Marta Ošaban. Slavica, prosim.
Zadnjo besedo skoraj naj bi imel sedanji predsednik gospod Anton Palčič. Mogoče bo kaj povedal, bomo videli, no? Drugače bo pa zapel. Hvala vsem nastopajočim gostom in vam, dragi spoštovani čebelarji, dobitniki priznanj, in želimo vam vsega veliko dobrega, veliko potrpežljivosti, delovnosti, vztrajnosti. A boste kaj povedal? Bom čisto na kratko, no sicer pa se ne rabim tega. Jaz bi sam to rad povedal, malo sem pač nov predsednik in dober let in sem me zadolžil za tole slovesnost, so mi šli lase po konca. No in potem sem bral tiste stare stoletne čebelarje in sem videl, da takrat so se ukvarjali s popolnoma istimi zadevami. Motila jih je cena medu, motil jih je mrez, slaba sezona in tako dalje. Se pravi, v bistvu, če tako gledamo, čebelarji nismo mogli bistveno napredovali, vreme je še zmeraj enak, kišta so še zmeraj prngliha, treba je samo bolj migati, pa bo tudi zamedili. Se pravi, vabim vse te mlade, da povečajo število kišt, pa bo tudi nekaj od tega, ker obeni pa sigurno ne bojo gverali. Zdaj pa vse vabim lepo, da obrnemo stole in bomo dobili na mizo, zdaj naprej je pa druženje, pa malo za pojest, pa malo za spet. No, kakšno minuto pa lahko še počakajo. Ja, seveda. Da bi bili čebeli slični tudi mi ljudje, raj na zemlji bi imeli, zgnilo bi vse gori, naj medi. In res tone, čisto na koncu, še Slakova skladba Čebelar v izvedbi Slavčkov Skužence, ampak res lahko obrnete stole. Hvala lepa. Sonce šlo je